Hvala za tale uvod. Preden v bistvu bomo predstavili naš prispevek, bi rade podale dve pojasnili. In sicer najprej bi rade v bistvu povedale, da smo ta prispevek pripravljali vsake sedaj svoje osebne pozicije, pa hkrati pač v neki kolektivnosti sociologinja Nina Hlebec, antropologinja Veronika Zavratnik in sama kot kulturologinja, filozofinja. Drugo pojasnilo pa se navezuje pravzaprav na samo vsebino prispevka. In sicer v prispevku se bomo seveda osredotočili na vlogo družboslovk in humanistk v tako zvanih razvojnih projektih digitalizacije, vendar, kot že rečeno, skozi optiko v bistvu enega treh ključnih klasifikacijskih sistemov, seveda spola, a seveda v odnosu do razreda kot seveda politično-ekonomske kategorije, nenazadnje pa bomo povprašali tudi mesto, sicer posredno, rase skozi epistemske tematizacije koncepta razvoja in seveda spet znanosti kot pač nekega specifičnega sistema. Tako, to sta bile kratki pojasnili, pa bi kar začele. Naš prispevek bi rade začele s premislekom o stereotipih. 3 ženske, 3 družboslovke in malo na pol humanistke, ki v tipično moškem okolju predstavljajo znanost, ki naj bi bila v zadnjih letih domena žensk, hkrati pa razvijajo tako imenovane mehke pristope, ki so spet tipično asociirani z ženskami. Slednje vsekakor izkazuje družbeno znanosti, ki pa seveda ima v neki splošni zavesti status nečesa nevtralnega, celo objektivnega. V tem oziru je temeljna premisa naše predstavitve, da moramo digitalizacijo razumeti na način družbenega procesa, ki konstituira našo sodobnost. Če se industrijsko družbo torej povezuje z industrializacijo, tako imenovane digitalne družbe ne gre razumeti brez digitalizacije. Še več, sledeč analiza Marine Gržinič je nujno treba govoriti o tako imenovanem digitalnem načinu produkcije, ki ga seveda Gržinič opredeli za novo formacijo tehnokapitalistične delitve dela v logiki finančnega kapitala kot obliko družbenega programiranja. To pomeni, da digitalni način produkcije funkcionira kot prevladujoč politično-ekonomski strukturni modus 21. stoletja, pri čemer ta svojo specifično organizacijo družbene vezi nadoloča organizacijo percepcij, afektov, distribucijo oziroma cirkulacijo podob, načine valorizacije in komodifikacije, navsezadnje pa tudi reprodukcijo družbenih odnosov in formacijo subjektivnosti. Skratka, digitalizacija zasede osrednje mesto današnjega kapitalizma tako na ravni ekonomskih, političnih, nenazadnje pa tudi raziskovalnih interesov. Kot temeljni družbeni proces globalnega kapitalizma je digitalizacijo treba razumeti tudi na način strukturne prepletenosti z družbenim, kar pomeni, da je na njeno učinkovanje, na družbeno vez, treba pogledati skozi temeljne klasifikacijske sisteme razreda spola, rase in razreda. Zdaj pa na tej točki, vsaj te posredne omembe učinkov prezrtih dimenzij v raziskavah in znanosti, bom jaz sedaj podala nek malo bolj osebni pogled takrat še dekleta, ki je odraščala v majhnem podeželskem kraju. Sama sem bila namreč že zelo zgodaj soočena s precej ekstremno stereotipnimi pogledi na to vlogo žensk, hkrati pa je bila ta skupnost, v kateri sem živela, dostikrat omejena tudi pri dostopu do ekonomskih in kulturnih dobrin in je tako zaostajala tudi pri dostopu do aktualnih tehnoloških izboljšav. In takšno podeželje je bilo zame tako idejno, kot v smislu fizične navzočnosti neko mesto, od koder sem želela kar se da hitro pobegniti. In tu gre seveda za precej osebni trenutek frustracije in nemoči, ki se je šele pozneje pri meni vzpostavil v okviru družbenih in političnih pogojev, ki med drugim botrujejo in narekujejo takšen razkorak med vrednotami in dobrinami v mestih ter na podeželju. In zaradi tega se je meni ta digitalna preobrazba, o kateri pri nas veliko govorimo in s katero se v našem laboratoriju pretežno ukvarjamo, pa vključuje
torej vključuje hkratno implementacijo ter osmišljanje družbeno-organizacijskih in tehnoloških rešitev. Ravno zato je bilo ob izbiri mojega trenutnega dela to daleč najbolj smotrn koncept delovanja, ki bi mi na osebni ravni omogočil, da dokončno drugače pogledam tudi na kraj in pogoje svojega odraščanja. Hkrati pa na širši družbeni ravni tako dekletom kot fantom, ki odraščajo v podobnih okoljih, ponudil ta emancipatorni moment, ki sem ga sama našla ravno pri pridobivanju in izkoriščanju znanja, idej in povezav, ki mi jih je v nekem trenutku lahko dal le digitalni svet. Zdaj, čisto konkretno delo, ki ga danes opravljamo, ima en kup enih dimenzij, ki jih mogoče na tem trenutku nimamo časa razčlenjevati, zato bi zdaj kolegice prepustila, da še malo vsebinsko opiše in umesti digitalizacijo, ki je recimo en naših osrednjih konceptov. Kot smo povedali že v uvodu, je torej digitalizacija nek temeljni družbeni proces in je zato nikakor ne gre razumeti le skozi prizmo tehnologije in pa tehnike. In v tem kontekstu ne gre samo za razumevanje tega, kako tudi skozi proces digitalizacije družba oblikuje neke spremembe v okolju, ampak gre tudi za to, kako spremembe v okolju spreminjajo, oblikujejo in vplivajo na skupnosti in družbe, hkrati pa povratno vplivajo na procese digitalizacije. In ravno v tem kontekstu so družboslovna in humanistična znanja velikega pomena. Torej, moja kratka intervencija se nanaša na aktualno raziskovalno področje in sicer na pametne vasi in tako imenovan trajnostni razvoj podeželja. Za kontekstualno obravnavo pametnih vasi je namreč pomembno zavedanje, da skupnosti ne zaznamujejo le tehnologija, gospodarski razvoj ali družbena struktura. Sooblikujejo jih tudi sistemi verovanj in prepričanj, običaji in navade, torej nek lokalni kulturni milje, ki odločilno vpliva na sprejemanje odločitev, hkrati pa deluje kot vezivno tkivo. In tako imenovani pametni pristopi k obravnavi nekih lokalnih tematik in problematik morajo potem takem neizogibno biti senzitivni na lokalne kontekste in morajo biti zato nujno samorefleksivni. Če povem še nekoliko drugače, v raziskavah, ki naslavljajo trajnostnost, ni pomembno le vključevanje različnih informacij, velikega pomena je vključevanje tudi različnih pogledov na enake informacije. Namreč, kot je bilo v različnih raziskavah že pokazano, so skupnosti same sposobne trajnostnega upravljanja z naravnimi in družbenimi viri. In zato ni neke trdne podlage za to, da bi obstajali univerzalistični raziskovalni in razvojni pristopi, ki bi ustrezali vsem skupnostim hkrati. Upoštevanje družbenih in kulturnih specifik nekega obravnavanega območja pa tako imenovanim razvojnim projektom povišuje vrednost in hkrati možnosti za uspeh. Ena izmed ključnih komponent družboslovnih pristopov je primarna želja po razumevanju in ne po spreminjanju sveta. Zavedanje, da so emski vidiki, torej lokalno razumevanje tega, kaj trajnost predstavlja, lahko popolnoma drugačna od etskega, torej raziskovalčevega vidika, in se lahko nanašajo tudi na popolnoma drugačne ideje, je v tem kontekstu torej bistvenega pomena. Razumevanje lokalnih kontekstov, načinov delovanja in razumevanja ter družbene kohezije je zato v navezavi na trajnost in kvaliteto življenja potrebno in nujno. Družboslovne in humanistične znanosti s poglobljenim razumevanjem in znanjem zagotavljajo kontekstualno umestitev okoljskih in tehničnih rešitev, ki jih zagotavljajo naravoslovne in tehnične znanosti. Različni segmenti družbe, različna kulturna okolja in različni življenjski svetovi se spreminjajo in poustvarjajo v različnih ritmih. Razumevanje različnosti teh sprememb pa je nujno za razumevanje drugih procesov, ki potekajo znotraj neke skupnosti. In čeprav je bil projekt Smart Villages, to so pametne vasi, sprva zasnovan po ustaljenih pravilih in teoretičnih konceptih in je bil zasnovan bolj za laboratorijsko okolje, kot pa za delo na terenu, pa so nas ravno delo na terenu, stik z ljudmi in refleksivna interpretacija informacij sčasoma preusmerili k drugačnemu raziskovalnemu fokusu. Od obravnave, ki se primarno osredotoča na tehnologijo in tehniko, smo se premaknili k širši obravnavi konteksta, v katerega naj bi bila tehnologija umeščena. Na tak način v svoje delo vključujemo tudi kvalitativne, nemerljive, izrazito lokalne in zato edinstvene perspektive, ki sicer velikokrat ostanejo ob strani.
Večdisciplinarni pristopi k reševanju lokalnih razvojnih problematik so delno tudi posledica naraščajočega zavedanja, da razvoja ne gre razumeti zgolj skozi vidike ekonomske rasti, pač pa je potrebno veliko širše razumevanje. Trajnostni razvoj je pogosto zelo široko opredeljen kot neke vrste načrtovana družbena sprememba, ki jo je zelo težko tako nasloviti kot tudi izmeriti. In v tem kontekstu je neločljivo povezan z osrednjo tematiko družboslovnega raziskovanja in razumevanja. To so ljudje. In čeprav je globalna povezanost nekaj, kar močno zaznamuje sodobnost, je za človeštvo še vedno značilna izrazita heterogenost. Lokalne in nacionalne skupnosti stremijo k ohranjanju svoje edinstvenosti in avtonomnosti. In škoda, ki jo je globalni skupnosti povzročilo ozko, na ekonomske in tehnične vidike osredotočeno razumevanje razvojnih procesov, tudi digitalizacije, se odraža v nepovratnem zmanjšanju naravne in kulturne biodiverzitete in tudi v obliki klimatskih sprememb. Razumevanje lokalnih kontekstov ter načrtovanje rešitev in storitev, ki so ne le prilagojene posameznikom in pa skupnostim, pač pa so tudi smiselne in potrebne za bolj trajnostno prihodnost, je zato bistvenega pomena. Vse povedano se tudi v kontekstu novih epistemskih razumevanj digitalizacije kot torej družbenega procesa, kar pa nujno vključuje tudi premislek samega koncepta razvoja in tistih perspektiv, ki kritično gleda na sam sistem znanosti in torej njeno vlogo v prepletenosti v reprodukciji oziroma z reprodukcijo globalnega kapitalizma.